Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o čakri tretjega očesa in o tem, kako v tem negativnem svetu ostati pozitiven. No, v glavnem, zelo pomembna tema, ker dejstvo je, da naša zavest se dviga na višjo raven in tisti, ki želite iti naprej, imate zdaj verjetno kar precejšen izziv zaradi tega, ker vas neke sile hočejo potegniti nazaj v tisto ustaljeno, v tisto, kjer ste bili. Zanimivo, seveda sem še vedno pod vtisom knjižnega sejma in vlekli smo karte, pač prerokvala sem. Ampak tako neverjetno je bilo, od vseh 88 kart so se ponavljale. Naslednji korak, potem očiščenje, očiščeni ste teže preteklosti, ampak naprej je napisano pri očiščenju. Ljudje ti kažejo ogledalo, kjer vidiš, koliko se v resnici ceniš. In prav tale čistost. Očiščujem se vseh nezdravih misli, razvad in odnosov. Prav tako, ta je bila tako, kako je to možno? In naslednja karta, ki je kar naprej ven prihajala, je prihajala solarni pleksus. Ampak danes vam bi vseeno raje govorila, vam bom govorila tudi o čakri tretjega očesa, ki je pa direktno povezana s solarnim pleksusom. Ko imajo čakre žur, za vse tiste, ki vas zanima več znanja o tem, in ena gospa je merila energijo in je rekla, da ta knjiga ima zdravilno frekvenco. Ampak dejansko jo ima, ker poglejte, čakra tretjega očesa nam v bistvu povezana je direktno s hipofizo. Hipofiza je povezana naprej z epifizo in nasplošno je povezana z delovanjem živcev. No in vemo, da v zahodni kulturi se ukvarja veda z živci, psihologija, no in psiha je pa v osnovi izraz iz grščine, ki govori, to je izraz za dušo. Zdaj pa pomislite, kater psiholog se ukvarja s stanjem duše v telesu? Po moje nihče. Pač psihologija je veda, ki se ukvarja z živci, ampak ne z dušo. Ne? Če bi pa psihologu rekel, da se ukvarja z dušo, bi pa po moje dobil dodatno dozo nekih pomirjeval, zaradi tega, ker bi ti dali neko diagnozo. No, pač to je stanje, to so dejstva, ampak v glavnem eno stvar se morate zavedati. Zdaj mi gre čez možgane ena zgodba. Ena gospa je imela težave strašne težave glede fobije, zaprti prostori, množice. Dejansko je prišlo toliko daleč, da je ostala doma na bolniški, ker enostavno ni bila zmožna hoditi niti v službo, niti ni bila zmožna hoditi, v trgovski center, povsod, kjer je bilo več ljudi, jo je popadel nek grozen strah glede preživetja in tako naprej. Vse skupaj se je začelo, ko jo je njen partner je naznanil, da jo bo zapustil in se ji je vklopil strah glede preživetja. No, in je prišla k meni na svetovanje in dejansko sva pogledali, pokazalo se je zadnje življenje v času druge svetovne vojne in takrat je bila je v bistvu, živela je videla sem eno tako hišico na robu vasice, in v osnovi je bila partizanska kurba. In na koncu, ko je bilo konec vojne, so vse tiste, ki se niso pravilno pisali, enostavno pospravili. V glavnem so jo odpeljali v gozd na množična pokopališča, morišča in ni bila ustreljena do smrti, ampak je bila zasuta živa s trupli. Se pravi, ko se je v tem življenju vklopil strah glede preživetja, se je dejansko pojavil isti strah iz zadnjega življenja, glede tega, da pač množica, ljudje in vse to, in enostavno je padla v drug film. No, in ko je začela delati zdravilno molitev dekodiranja, je dejansko se popolnoma pozdravila. Ona je povedala svojemu psihiatru, kaj dela, in je rekel, karkoli delajte naprej. No, v glavnem, gre se za to, da naša duša,
nas pripelje do neke točke v življenju, ko se nam aktivirajo podobna doživetja iz preteklih življenj, z namenom, da stopimo čez ne, da to predelamo, da gremo naprej. No in čakra tretjega očesa napaja z energijo oči, možgane, potem nos, sinuse, dihalni sistem, mišice, kosti, kožo, potem pa center v možganih, amigdalo, ki je odgovoren za občutanje zadovoljstva, hkrati je pa povezan z programom oziroma odzivom telesa na boj ali beg. Poleg tega pa čakra tretjega očesa napaja z energijo hipofizo. Hipofiza je pa glavni nadzorni center za vse hormone v našem telesu. Se pravi, zdaj če povzamem, nekdo, ki ima hormonske težave, nekdo, ki ima težave z očmi, nekdo, ki ima težave z dihalnim sistemom, nekdo, ki ima težave z bolečinami v mišicah in predvsem ima občutek, ne ve, a bi šel naprej ali nazaj, vse to je povezano s čakro tretjega očesa. No, v glavnem. In zdaj, če pogledamo, moja Karla nekje hodi in v glavnem tole, kar šumi zadaj, je Karla. V glavnem. In zdaj, če razumemo, da je v bistvu čakra tretjega očesa povezana z vsem tem, kar sem naštela, pomeni, da mi lahko delamo zdravilno molitev dekodiranja in molimo čisto preprosto, naj se sčistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z blokado čez mojo čakro tretjega očesa. In kaj se zgodi? Kdor to začne delati, to je pa dejansko spet en primer enega gospoda, imel je 40 let epileptične napade, ko je začel izvajati zdravilno molitev dekodiranja, epileptični napadi so izginili, imel je pa tako, da vsaj enkrat na teden je imel epileptični napad in to se je zgodilo reče se posttravmatska diagnoza je bila v bistvu ta epilepsija, dejansko na podlagi nekega travmatičnega dogodka, pač imel je nesrečo v službi, se mu je enostavno zgodil, no zdaj pa kaj se mu je zgodil? Strah iz preteklih življenj in to, kar sva midva šla gledati, je v bistvu v zadnjem življenju padel iz visoke stavbe, pustil družino, enostavno prišlo je do točke, no iste točke kot v tem življenju, da je dejansko bila nesreča, njegova družina je ostala brez njega. Tako da jaz verjamem, da dejansko naša duša nas vodi po istih stopničkah z namenom, da pridemo do neke točke, da ozavestimo in da gremo naprej. Spomnim se, ko sem šla v Škofji Loki, je prišla ena gospa k meni in je rekla, da njen brat njen brat je umrl na isti dan, njen sin je naredil na isti dan samomor, enako je bil star, enako število dni, kot njen brat, ko je naredil samomor. Sem prav povedala, se pravi, njen otrok, zdaj sem se zmedla, njen sin je naredil samomor in je bil enako star kot njen brat. Verjamem, da je to ista duša in ta ista duša, veste, ko pride do neke točke, da to predela, se je spotaknila na isti stopnički. In seveda zdaj lahko sami preverite, če imate v vašem zapisu, samomor je rešitev, ker to ni rešitev. In dejansko prvo greste počistiti ta program, ker to ni rešitev za vaš napredek. Recimo podzavestna prepričanja, ki blokirajo delovanje čakre tretjega očesa. Ne morem se zanesti na pomoč od zgoraj. Vera je samo za šibke. Zanesem se lahko samo nase. Strah me je neuspeha, strah me je uspeha, strah me je slišati resnico. Jezna sem nase, ker sem slepo zaupala določeni osebi. Jezna sem nase, ker sem tako naivna in tako naprej. In zdaj, kako veste, da imate težave s čakro tretjega očesa? Lahko, da imate vrtoglavico, šumenje v desnem ušesu, težave s pljuči, z astmo, težave z zanositvijo, težave s kožo, hitro staranje in sivenje, pogoste glavobole, hormonske težave,
nenadno pridobivanje teže, slabši vid, epilepsijo in obsesivno-kompulzivno motnjo. V glavnem, kaj zdaj lahko naredite? Ja, pod prvo začnite moliti zdravilno molitev dekodiranja, zmed prehranskih dopolnil vzemite Pro-Vitality Plus. Ker glejte, žleza epifiza je mehko tkivo, kamor se skladiščijo tudi strupi. Možgani so mehka tkiva. Dejansko mi moramo poskrbeti, da grejo strupi iz telesa najprej na fizični ravni in to boste naredili s Pro-Vitality Plusom in poleg tega je pomembno, da na čustveni ravni greste počistiti podzavestna prepričanja. Dajte recimo, strah me je preganjanja, strah me je obsojanja, strah me je izgube družine, strah me je, da bi ostala sama. Vse to je povezano s programi, ki se zapisujejo na čakro tretjega očesa. No in v glavnem pa naprej, lahko greste preveriti z mišičnim testom, če ste v enem od preteklih življenj imeli nek program, ki je povezan dejansko z blokado čez čakro tretjega očesa. Zase vem, da sem predelovala to še iz časa Atlantide in sem rabila počistiti to blokado in to se mi je odražalo kot očesni pritisk. Recimo pol vse zaobljube so povezane s čakro tretjega očesa, se pravi strah me je strupenih substanc, strah me je omame. V eno od preteklih življenj sem bila ubita tako, da so mi uničili kristal v epifizi in tako naprej. V glavnem, lejte, to je vse po knjigi, ko imajo čakre žur. Dejansko je čisti vodič, da boste sebe počistili. No recimo, zanimivo v Delfija, ne? V Delfih je gorel večni ogenj in tam je bila tabla, kjer je bilo napisano: spoznaj samega sebe, ničesar preveč in če nekaj obljubiš, se obetajo težave. Zdaj, če gledamo, kaj je obljuba, obljuba za obljuba, vse to ni pametno, da dajemo kakršnokoli za obljubo, ker to pomeni, da se obetajo težave. In potem molitev: okoli sebe vzpostavljam polje luči, ki me ohranja v božanski zaščiti. Okoli sebe vzpostavljam polje luči, ki izničuje vse kreacije teme. Okoli sebe vzpostavljam polje luči, ki me ohranja v božanski ljubezni. Jaz sem polje luči, jaz sem polje moči, jaz sem polje neskončnih možnosti. In potem afirmacije: meni je duhovna moč, imam sposobnost, da stvari vidim drugače in bolj jasno. Pač gre se za to, lejte, kar res je, naša zavest se širi, se dviga, mi se razvijamo. In če imate ta trenutek občutek, da imate kar naprej neko temo okrog sebe, da vam ljudje skačejo v glavo, dejansko se učite postaviti v svojo sveto moč. Ampak ta moč ni v agresiji, ta moč je v odločnosti, ampak hkrati v ljubezni. In ta ljubezen je povezana s tem, da takrat, ko je čas, da rečemo dovolj, je pač dovolj. Ampak takrat, ko je pa čas, da delamo korake, je pa povezan s tem, da enostavno delamo korake, zato ker se imamo radi. In tako da, kako narediti korake? Ja, za začetek tako, da pogledamo na življenje skozi hvaležnost in enostavno rečemo: zakaj sem lahko hvaležna? Tudi za izkušnje, tudi za trpke izkušnje smo lahko hvaležni in ko gremo skozi te trpke izkušnje, glejte, čas je tak, očitno je čas tak, da zdaj na nek način vsak izmed nas dela neke korake naprej. Tako da kar korajžno in ja, če vas pokliče, glejte, da je čas, da začnete delati korake, ne začeti pri kronski čakri, pa pri čakri tretjega očesa, ampak začnite dejansko pri korenski čakri. Ker korenska čakra, glejte, ta prva zadeva, moram potlačiti čustva. Potrebo imam potem, da moč odločanja prelagam na druge ljudi. Želim zaslužiti denar, da me bodo ljudje sprejeli.
strah meje prihodnosti. To so vsi temeljni programi, pa še mnogo, mnogo več jih je. Vem, da mnogi ne primejo v roke knjige, zato ker rečejo, joj, to je preveč dela. Ja, seveda je preveč dela. Sam, če vas življenje pošteno šola, začnite čistiti svoje podzavestne programe. Pa če enkrat bo treba začeti, ker vaša duša vas enostavno ne bo pustila pri miru. In zdaj veste, da vas ne pusti pri miru. Ves čas vas sili v nove in nove izzive, dajte počistiti stare programe in boste videli, marsikaj se bo spremenilo. Če ne drugega, to sigurno, da se boste vi počutili bolj mirno, da boste bolj zaupali, da prihaja pomoč od zgoraj, da se boste bolj zanesli na svojo intuicijo in boste videli, potem bo vse lažje. Tako da kar korajžno naprej, kar pač vaša duša vas prosi, naredite korake naprej. Tako da pogumno in ja, zaupajte v pomoč od zgoraj.